Ok, to je tako creepy, da sem zdaj na vlaku, kjer ni nobenega pač. Evo, dobro jutro iz letališča. Midva sem imela zjutraj že rahlo, kako bi rekel, rahlo zagato, ker pač, ko sva blokirala včeraj taksi za danes zjutraj v hotelu, sva plačala pač 400 batov, zato da ne zjutraj pol sedmih poberejo in nobenega bilo. In pa sva čakala in ni bilo in pol je napisal listim pač, kaj pa kako, pa da sta midva pač šla, pa da malo dajo dan nazaj, pa tako. In sva pač na srečo je prišel glih en mem tvornaček, sva se gor usedla, plačala pol manj, se pripeljala na letališče in ta letališče je res epski. Pa to je tako res, da bi bil nekje na Havajih odprto pod temi nekimi lesenimi njihovimi kučicami, dobiš zastonj kavico, dobiš zastonj, ne vem, piškotke, jagodne rogličke, tako pač prav zakon zadeva. Tako da zdaj čakava klele, čez pol urce imava boarding na letalo in potem proti Bangkoku. Opa, kaj so dalje? Tako je, midva sva nazaj v Bangkoku in ugotovila, da v bistvu imaš railway, se pravi imaš pač vlak, ki vozi direktno v center mesta iz letališča, imaš 1, 2, 3, 4, 5, 8 postaj, plačaš 40 batov na osebo in je to tako da predlog, to se ful bolj splača kot taksi, kad daš 300 batov, tako da pa še bolj komotijo vse. Te busi so pa nekaj najboljšega, 20 batov plačaš telefon za furo, to je 20 batov je 40 centov, še to ne, za 2 osebi. In pa se lepo voziš in zgleda pa bus tako, pa čisto odbito, vse na pol odprto, ni to, da ven ne padeš, ker je na posla vmes, tako, noro. Check-in naredila, skodolec sva kupila, denar sva zamenjala, konverzije so nore, pač bile, ampak moraš iti drugače na banko in s pasošom, ne vem kva vse, da ti brez konverzije naredijo, pa še to ti nekaj malega poberejo, tako da sva rekla, ajce, če se na 2 deli, oni panike. Tako da, zdaj pa proti Ajutaji raba prijeti do postaje za vlak, se pravi greva na bus, do postaje za vlak in pol tam gor direktno 2 uri vožnje do gor. To je to. Tukaj na tej strani, da greva gor. Ja, no, kako veš, v katero stran gre vlak? Ok, to je tako creepy, da sem zdaj na vlaku, kjer ni nobenega, pač tako, ne vem zdaj točno, a je to prav ali ni, ali greva nekam v pogubo, ampak tam vagon tam zgleda dokaj bolj, tako da, ja, tam si kar tak zanimiv dan. No, vlak pa se verjetnosti ni bil pravi, zdaj tam zadnji stoji mi, da so šla kar raj dol, ker so bila edina na vlaku in pač kar stoji ta vlak. Sicer ne, po mojem bi čakal gor, pa da bi probala, če gre pač dokaj, sam enega na Google Mapsih ne kaže več kot to, da je pravilna pot do najnega cilja, tako da je pa ostal v bistvu na glavni busni postaji oziroma postaji za vlake in buse kle v Bangkoku, tako da iz tukaj pa je povezava direkt naprej v Ajutajo, ampak je pa čez 1 uro šele, pa 1 uro, koliko je vožnje do gor, tako da pa glih na sončen zahod prišla do tja, no. Pol, ko sva enkrat prišla na vlak, je sama vožnja z vlakom res lepa. Pač pelješ se čez te pokrajine, gledaš, kako živijo prebivalci Bangkoka oziroma izven Bangkoka in po dobrej urci in pol vožnje prideš v Ajutajo na glavno postajo, kjer se pol s tuk-tukom lepo odpelješ do tega središča. Drugače v Ajutaju ogromno enih teh templov in tega, ampak to je ta main central part in v bistvu tukaj se pa sprehajaš med ruševinami, ki pol sploh ugotoviš, da ni to toliko veliko, ker sem mislil, da je, ampak je kar ene par lepih zadev za videti. Je pa fajn, ker ni toliko obljudeno in se ljudje lepo porazgubijo. V bistvu plačaš vstopnino, s katero oni pol skrbijo za ta park, ampak vse več v bistvu v sami Ajutaji in v svojih vtisih pa povem v naslednjem klipcu, ki pride zdajle. No, mi da sem se zdaj pripeljala po dolgi vožnji z vlakom brez klime, z vsemi šipami dol do tega mesta, do Ajutaja, moraš reči, ker drugače te ne razumejo, da če rečeš Ajutaja, ne vejo, kam greš.
In moram reči, da je malo razočaran. Mislim, tako se je full templov po mestu, sam ti pač takoj te tuk-tuki pa te ture, drugače po mojem, če peš hodaš, to rabiš še ne 4 ure, 5 ur, da vse predelaš. Tako da smo šla midva samo do tega glavnega na sredini, ki je Mahatat ali Matahat ali nekaj tasga. Pa je tako, no, srednja žalost nekako, no, ni neki wow. Tako da zdaj gremo še do enega, ki je neka pokrita Buda noter, pa tako, pa počas nekaj pojest, ker sva že oba dva kar precej lačna. Ja, pa po mojem kar proti Bangkoku nazaj počas pod tuš pa v hotel, ki ima higieno na malo višjem nivoju, kot tisti, kar sva bila včeraj. Tako da bo prav pasno malo se ufrišati. Ok, so ujela še celo tako, še en bus prej, en vlak prej, kot smo mislili, da bo. Ja, tako da gre zdaj pred Bangkoku, jedla sva, a ne je po dolgem času spet jedel pad thai, pa ga je pojedel sam pol, ker mu še vedno ne gre dol. Jaz sem jedel coconut curry iz buča pa s piščancem, drugače ful dober, ampak med gobec peče, tako da bom dol padel. Ampak bomo preživeli. Tako da ja, zdaj pa Bangkok, to pa na pijačo, pa je to. Drugače pa Ayutthaya. Ayutthaya je bilo v bistvu mesto ustanovljeno v 13. stoletju, pa je bilo glavno trgovsko pristaništvo, v bistvu glavno mesto Siamskega kraljestva, no, dokler ni bilo v 18. stoletju prevzeto od nekih na B, pa pač zdaj so bolj, ne samo še ruševine, kar je ostalo pač od tega mesta. Tako da vse je kar lepo, ampak sem pričakoval ful bolj tako ogromno vse. Po mojem, zaradi teh vseh templov, pa to, kar smo do zdaj videli, se ti zdi, da pač bo to tudi nekaj tako wow. Je pa ful enih stvari, pač dejansko je na 10 različnih templov je kle, oziroma teh znamenitosti, ki jih je za pogledati, sam je fora v tem, da moraš imeti full cajta, pa moraš imeti, ne vem, dati šivrja batov, pa ter fura on, tako gor pa dol tam od tega templa do templa, kar se pa nam zdaj po celem dnevu poti, mogoče malenkost ne da. Kam pa morava iti midva? Čez, na trojko morava iti. Takole greš pa kar čez železnico. To je po mojem najdaljša vožnja, najkrajše destinacije z vlakom, pač 3 ure sem ura vržila vsake rdeče luči se ustavljamo, ker ima promet prednost pred vlakom zgleda. In oba da so že vse vidite, pač jaz sem čist malo masne, da sežu te vlage, oba so že čist jebana. Ampak koliko je grozno, v bistvu takole, ko vidiš živi folk, dobesedno čist ob železnici. Mislim tako, pač to je to, da vlak ne praska po njihovih stenah, prav je kar malo prime, ko to vidiš. No, sam prijema tudi, da grejo čim prej dol z tega vlaka, ko raba tuš, raba, da se malo frišava, pa da gre na pijačo, kot drugač, ne vem kva. Dobro jutro in dober dan v zadnjem dnevu na Tajskem. Tako tudi na glas rečem, sem kar res je zadnji dan Tajske. Ampak ga bom danes, jaz sicer, nisem oba ga bo polno izkoristila, ne bom malo počil, jaz pa grem raziskati še mesto in zdaj se ravno nahajam v Lumpini parku, ki ga imava tako zraven, pač fleta. Ful ogromen park sredi te betonske džungle, polno folka, laufa, rekreirajo se klej, ne prav namenjen temu, no, v bistvu, da se folk rekreira, popoldne so neke zbrane grupe in tako, ampak je ful lepo, po mojem je to mora biti nekaj glasbeno posvečen, ker je na sredini nek Lumpini hal, pa pač imaš okoli tako folk, mislim, kipce, ki plešajo baletke, pa uno, pa trete. Tako da bom videl, probo kje zaslediti, no, če kaj piše o tem, še ne pa pol na internetu prebral. Ampak je res lepo, tako pa zeleni rekice, ptički, na vsake času tudi kakšen tempelček spet, tak prijeten vibe. Temperatura pa ni tako prijetna, je pa kavica, tako da vsaj to. Tako da imaš malo popeljen čez tale park, malo vam pokažem stvari, se vam bom kazal skozi spotoma na klipih, pol pa po mojem, ne vem, sem spravil do Chinatowna ali ne, in pol, ker bom šel iz Chinatowna, bom šel do tega Golden Templa, pa še en tempel drug pogledati, sicer sem malo bolj tako oblečen za temple gledati. Po zvečer imamo tudi že ene plane, pa bo poln dan, bo še zadnji ful izkoriščen dan v Bangkoku na Tajskem.
Pol sem se lepo po mestu odpravil proti Chinatownu, opazoval stavbe, tale je ena izmed najbolj znamenitih stavb, no, tukaj v Bangkoku, neki Kings, ne vem kaj se imenuje. In pol sem kar naenkrat prišel v Chinatown, ki je pač tako res čist drug svet, azijske kulture, kakor je pač kultura, ki smo jo videli na Tajskem. Templji so drugačni, kulinarika je drugačna, ljudje so drugačni, pač tako zanimiv. Moram reči, da sem kar precej impresioniran nad obiskom Chinatowna. V bistvu to je cela četrt, tle je tako pač ogromna četrt, tako recimo ala varianta, tako velika, kaj je Ljubljana, je pač ta Chinatown in to sam raziskuješ. Art Street oziroma Street of the Art je tle in je pač res noro. Tako slepo slikave po stenah, pol imaš te stare avtomobile, servise, hrano povsod, kafejčki. Res ful dobro, res. Tako da zdaj grem pa v bistvu še v main del tega Chinatowna, turistični del, tako da me zanima še, kako bo tam. In pol pride ta centralni del Chinatowna, ki je res tako nagneteno, kičasto, kitajsko, kakor si predstavljaš, pač ta pristan Chinatown. Chinatown se že zgublja tam za malo nekje v daljavi, to je res noro, pač tako market nabit, tržnice zraven tržnice, oziroma stojnice zraven stojnice, smrdi pač to po strovem mesu, pa po ribah, tako da te kdaj kar malo že zajem sapo, pa ne dihat, sam se veš, da mora zajeti sape, kaj tako smrdi, da ne mora zajeti tega smrdečega zraka, ampak pa sem prišel do enega templa, in bo tako pri templu, vse so te lampiončki, njihovi čajni srdeči, in se pač sprehajaš pod lampioni in prijaš do main, v bistvu, jasno je, in prijaš do main hale in je pač punim teh lampionov, res lepo. Zdaj grem pa, v bistvu dejansko ne vem kam grem zdaj pač sam grem, to je to. Jaz mislim, da sem se zaljubil v ta centralni del Tajske in v sever Tajske in tako pač vse od Bangkoka gor. Zanima me še, kako je obstalo, tako da definitivno se na Tajsko vrnemo. Ampak meni ta vibe tega mesta mi je tako pač nor, ker sprehaja se in skozi so neke znamenitosti, skozi so neke poslikave. Na vsakem ovinku te čaka eno presenečenje, pač to je tako wow, res. Zdaj sem v bistvu še vedno v tej kitajski četrti in hodim v bistvu ob rekici skozi, kjer so postavili pač tako neko promenadico, izidi poslikanimi, z drevesi okrašenimi, lučkano, zvečer pa je pač ful odprejo tržnice pa to, ampak zdaj moram iti proti Icon Siam, enemu izmed najbolj znanih shopping centrov v Bangkoku, tudi najbolj tako wow shopping centrov in grem proti ki se dobim pa za ne, zdaj, ki se je zbudil, pa gremo malo kupiti, če gremo zvečer res na ta dogodek, ki smo mislili, da gremo, pa bomo rabili malo bolj v redu cune, kakor to, kar imam, kar mi je še ostalo. In pa se sprehodiš, tako je priješ do reke, kjer moraš iti tako prečkati nekak reko, in imajo Sky Park, kar pomeni, da prideš pač do enega public parka in se dvigneš gor po štingah in greš dejansko na eni strani, na drugi strani ceste, mislim, parka imaš cesto, ti si pa v bistvu dvignen tako gor nad temi cestami in imaš pač park. In greš čez celo reko 500 metrov nad cestami. My God, kako dobro je. Je pa v bistvu po drugi strani ta Bangkok, no, cela Tajska res žalost tistega, kar vidiš, v bistvu v kakšni bedi lahko ljudje živijo. Okoli njih pa take stolpnice, kakor da bi jim zranež postavili okoli njih take stvari, da iz svojega dvorišča, če lahko rečem temu dvorišče, gledajo pač tisto razkošje pa vse. Ba je, da so ljudje srečni, ful tukaj. Mislim srečni, pač ok, tako valjda, kar se dogaja politike in to je druga stvar, ampak tako, da pač tudi če živijo na tak način, ker živijo v redu življenje, se imajo fajn, se znajo zabavati, znajo zamotati, tako, ampak ba je, da te, ki so pa bogati, so pa kar, po domač povedano, svinje ljudje, no. Tako, da so prišli do tega bogatstva na ne glih najlepše načine, da so drugi mogli trpeti za tega, pa tako da
res ta razlika je tako cool tukaj. To tako zveš, pa vidiš malo, ko se zgubiš po mestu, tako ker sem se by the way zdaj spet. Imamo kavo, to je važno. No, zdaj se nahajava v Iconsian shopping centru. Zdaj smo v drugem nadstropju od 8 nadstropij, dol spodaj je food court, ampak to je pač food court, ki si ga ne moreš predstavljati, če ga pač ne vidiš, vam dajo klipe gor zgori skozi, da boste lahko videli to. Se pač sprehajaš po Magical Forestu, ob rekicah, ob jezerčku in hrana vse posod, pa ne smrdi, pa res dobro izgleda. So pa čisto evropejske pa cene oziroma international cene, no pač tako je dražji, vsaj še enkrat do dvakrat dražji, kolikor se pač dobi, ne vem, na ulici stvari pa tako. Sam je pa zadeva za videti. Tako da zdaj malo raziskujeva, malo gledava, cilj je 4. štuk, mislim, da prideva do Appla, da pogledava malo tam noter. Tako da, ja, tam so štenge. Tam so štenge. A ja, ni. Tako da ja, bom malo še kazal vmes, kako klipse, pa kakšen voice-over čest naredil, da bom videl, kako bo. Je pa že zelo Christmas vse. Pač to je bolano, kakšen shopping center, to je neverjetno. Midva smo v 4. štuku v Applu zdaj, tukaj zadnji je Apple in iz Appla ven imaš pogled na celoten industrijski del Bangkoka, pač alohka, no, mislim, da tako volano in kako je to noter vse moderno, pa cene so čisto klasične evropejske cene in za cune in za vse ostale stvari, ampak je pa tako za videti, je pa kar ono malo, wow, kva se dogaja. Noro. Res v bistvu že sam na tem klipu lahko vidite, to je pač samo zgornji štuk oziroma 7. štuk, koliko je tukaj še enih nadstropij in to je tako ogromno, da tega pač sploh ni konca. Narava, džungla noter v sredi shopping centra, noro, res. To je neverjetno, to je izven tega sveta, pač. Noro. Food court number 2, po mojem od 3 ali od 4, se ne vem, ampak tega je toliko, da po mojem pa cel dan preživel v tem shopping centru, je noro. Wow, kaj pa je to? In valjda brez kulinarike ni šlo. Probala sva tale bolan čokoladni kuki in pa tele zelo zanimive long friese in tole je moj najljubši del v temu shopping centru, ki je pač res tako, kaj eni vrtovi noter. In s tem se je najno potovanje po Tajskem zaključilo, res nepozabna izkušnja, res neverjetna izkušnja. Definitivno se vrnem na Tajsko, sploh na sever in centralni del. Hvala, da ste gledali. Lajkite, subscribite, šerite in se vidimo v naslednjem vlogu in sicer iz Osla. Ajde, čau!